Pozdravljen, Blaž. Zdravo, Matej. Ja, skrajni čas je za novo epizodo Sportinfo NBA podcasta, v kateri bo tema seveda letošnji prestopni rok, letošnji izjemno pester prestopni rok, v katerem je moštvo zamenjalo že nekaj igralcev, ki bodo seveda dodobra spremenili razmerje moči predvsem v zahodni konferenci, vendar tudi na vzhodu, ki bo seveda šibkejši zaradi odhodov nekaterih zvezdnikov. Predvsem so v letošnjem prestopnem roku največ pozornosti zbujale menjave igralcev, vendar je bilo tudi nekaj zanimivih podpisov pogodb, zato da ne bova izgubljala časa. Kratek napovednik. O prestopu Jimmyja Butlerja v Minnesoto sva spregovorila že v prejšnjem podcastu in vam predlagava, da si ga poslušate, če vas zanima več o tej topiki, vendar bova tudi tokrat povedala par besed o posledični menjavi Rikija Rubija, v moštvo pa so pripeljali Jeffa Tigga kot nadomestnega organizatorja. Rubio pa se je podal v Utah, ki ga je zapustil Hayward. To je seveda eden izmed večjih podpisov novih pogodb in kaj to pomeni za Boston, to bo ena izmed večjih tem tokratnega podcasta, vendar seveda bo morala začeti z tistima dvema prestopoma, velikima prestopoma Chrisa Paula v Rocketse, presenetljiv prestop, in pa seveda Paula Georgea v Oklahoma City Thunder. Oba prestopa bosta znatno okrepila seveda moštvi Oklahoma in Houston, ki bosta naslednjo sezono verjetno dihala za vratnik Golden Stateu, ki pa je, to je potrebno povedati, še vedno seveda najmočnejše moštvo lige in tudi naslednjo sezono nobeden izmed teh prestopov verjetno ne bo ogrozil Golden Statea, vsaj zaenkrat temu ne kaže tako. Golden State je seveda obdržal Stephena Curryja, Steph Curry ostaja z rekordno visoko, najvišjo pogodbo v zgodovini lige NBA, $201 milijon bo zaslužil v 5 letih, torej povprečje preko $40 milijonov. Dobro se bo zaslužil tudi Kyle Lowry, ki ostaja v Torontu. Toronto je obdržal jedro moštva, tudi Ibako nazaj pripeljal, tako da kakšna beseda tudi o Torontu bo padla. Potem je pa tukaj še nekaj zanimivih moštev, o katerih bova rekla kakšno besedo. Podpis J.J. Redicka v Filadelfiji, ki bo naslednjo sezono končno po dolgih letih prenove in pomladitve zopet verjetno resno konkurirala za končnico. Tudi Kingsi so povlekli par zanimivih potez. Denver, prestop Millsapa v Denver je tudi velja omeniti, vendar seveda tiste glavne teme, tiste največje teme, Butler, Paul George, to bo tisto, in pa seveda Hayward v Boston, kako se bo spremenilo razmerje moči. Ravno zadnjič, Blaž, kot uvodnik, sem gledal seznam 15 najboljših igralcev NBA lige, ESPN-ov seznam, seveda, to je njihov seznam, ki se lahko pri katerih drugih medijih rahlo razlikuje, vendar od teh 15 igralcev, ki jih ima ESPN med 15 najboljšimi, samo eden ostaja v vzhodni konferenci, 14 jih bo pa na zahodu. Prav Goran Dragić, ne? Tako je. Zato seveda, kot sem dejal, da ne bova izgubljala časa, tem je več kot dovolj, ne želiva biti predolga. Tudi to velja omeniti, da vsekakor bereva vaše komentarje, vaše kritike, predloge. Včasih je seveda problem, da so kritike in predlogi obratno nasprotni. Prebereva 2 predloga in oba sta si ravno, nekateri bi raje videli daljši podcast, nekateri krajši, nekateri več krajših kosov. Vendar bereva in upoštevava te predloge in bova s časom poskušala ponuditi tudi več raznovrstnih podcastov, krajše verzije, daljše verzije. Vse to še pride, zato seveda tudi vnaprej vaju pozivava in na koncu bova seveda vam dala naslove, kjer nam lahko dosežete. Tako da tudi naprej nam še pošiljate kritike in pa seveda debata lahko zaživi o tem, kar govoriva. Če se s čim ne strinjate, nam seveda to lahko poveste. Vendar ja, kot sem dejal, da ne bova izgubljala časa, samo kratek intermezzo in veselo nedeljo. Ja, Blaž, začela bova morda na začetku samo par besed o Minnesoti še, o kateri sva, kot sem omenil, govorila že več v prejšnjem podcastu.
Vendar po tisti menjavi Jimmyja Butlerja, ki je bila seveda zadetek v polno, odlična poteza Minnesote na eni strani in še ena katastrofalna poteza Chicaga na drugi strani. Po tisti menjavi sva midva že v zadnjem podcastu seveda domnevala, da verjetno se zna zgoditi, da bo Ricky Rubio zapustil moštvo, predvsem zaradi tega, ker v sedaj potrebujejo potrebujejo kakšnega strelca na zunanjih položajih, potrebujejo nekoga, ki bo z metijo daleč malce odprl raketo. Niti Wiggins, niti Butler namreč nista ostrostrelca, zanesljiva ostrostrelca, lahko zadaneta kakšno trojko, vendar to ni močnejša stran njune igre. Zato so seveda potrebovali organizatorja, ki pa lahko zadane, če ga pustiš samega, redno zadane trojko. To je namreč največja pomanjkljivost Rickyja Rubija, ki preprosto v vseh teh letih še vedno ni razvil uporabnega meta, uporabnega prodora oziroma polaganja v prodoru. In to ostaja velika pomanjkljivost v njegovi igri, zato je tudi odšel, zato so tudi izpeljali to menjavo z Utahom, katerega je pa zapustil George Hill. George Hill, ki je dober prijatelj Gordona Haywarda in morda posledično tudi odhod Gordona Haywarda, morda je ta prihod Rubija, odhod Georgea Hilla tudi malce vplival, zagotovo ni bila to prelomna stvar pri odhodu Haywarda, vendar zagotovo je vsaj malce vplival na odločitev Haywarda, nedvomno. Minnesota sedaj Blaž zagotovo eden izmed zmagovalcev tega prestopnega roka in seveda tega roka menjav, ki so jih potegnili naslednjo sezono, ne samo da po dolgih letih prenove moštva, mučnih letih prenove moštva, ki se je začela pravzaprav že po odhodu Garneta, so kot kaže vendarle sestavili moštvo, ki bo naslednjo sezono lahko tekmovalo ne samo za nastop v končnici, vendar morda celo za prednost domačega parketa. Ja, se strinjam s tabo, ampak z edino stvarjo, ki se ne bi strinjal s tabo, da so zmagovalci tega prestopnega roka, ker bi jaz raje rekel, da so absolutni zmagovalci tega prestopnega roka, ker če pogledamo ekipo iz lanske sezone in ekipo, ki so jo sestavili sedaj, so neprimerno bolj okrepili moštvo kot katerikoli druga ekipa v ligi NBA. Tako da dejansko me zanima, kakšen stil igre bodo sedaj tudi igrali, kajti Thibodeau po eni strani je znan po tem, da ima rad to defenzivno garaško igro in zato mislim, da so pripeljali tudi Taja Gibsona, ki je tudi igralec iz Bullsov, ki je znan Thibodeau, ko je bil še tam. Tako da izjemno zanimivo moštvo, definitivno vredno ogleda. Mislim, da če bi pogledal analogijo še na drugi strani bi bil pa to recimo 76ersi na vzhodu. Obe zelo zanimivi moštvi, ki komaj čakam, da jih vidim naslednjo sezono. Tako je tudi 76ersi, tudi za 76ersi je izjemno dolgo obdobje prenove, pomladitve moštva in tudi oni so v tem prestopnem roku povlekli nekaj potez, predvsem seveda prehod JJ Redicka za sicer samo eno sezono, vendar ta jih bo nedvomno ukrepil in bo skupaj z njihovim prvim izborom na letošnjem naboru, Fulcom, tvoril izjemno nevaren, vsaj na šibkem vzhodu, sedaj precej šibkejšem vzhodu, tvoril nevaren branilski tandem na zunanjih položajih. Tako da ja, ta primerjava zagotovo stoji in o tem morda malce več kasneje. Sedaj pa za začetek morda malce več časa posvetiva tistemu prvemu, dejala sva Chris Paul in seveda Paul George bosta tista igralca, njuna prestopa bosta tista, katerima bo posvetila največ časa in ki bosta seveda tudi verjetno posledično največ spremenila razmerje moči v zahodni konferenci. Pa začniva s Chrisom Paulom v Rocketse. Vsekakor presenetljiva poteza Rocketsov, presenetljiva poteza predvsem zaradi tega, ker je seveda Harden lansko leto stopil v čevlje organizatorja, D'Antoni ga je postavil na položaj organizatorja, mu dal žogo še več v roke, kot jo je imel. In seveda na ta način tudi je Houston lansko sezono žel
presenetljivo velike uspehe. Bili so boljši od pričakovanj na začetku sezone. Recimo na začetku sezone so bile napovedi stavnic, če gledamo na začetku lanske sezone, so bile, da bosta Oklahoma in Houston končala s približno istim številom zmag, med 45 recimo in 48 zmagami, vendar na to seveda Houston precej boljši kot Oklahoma. In predvsem seveda za voljo te poteze D'Antonija, ki je postavil Hardena na položaj organizatorja. Zato seveda čudi ta poteza, da so se odločili za prihod, po mnenju mnogih, še vedno morda celo najboljšega organizatorja v ligi, predvsem tistega najboljšega pravega organizatorja, namreč v sedanji dobi, Blaž, o tem so tudi že večkrat govorila, so precej bolj popularni, precej več tako imenovanih shoot first playev, shoot first organizatorjev, ki najprej iščejo priložnost za lasten met in šele potem priložnost za podajo. Chris Paul je pa ta tradicionalni organizator, ki rad zadržuje žogo, igra do tistih zadnjih sekund napada, čaka na tisto primerno podajo, čaka, da se napad razvije, da se akcija razvije, ki v sedanjem stilu igre ne pridejo do velikega izraza. In seveda tisto, kar je najbolj bode v oči, je ravno to, da stil igre, ki ga igra Chris Paul, je nekompatibilen s stilom igre Hardena, ki mu je najbolj ustrezal ravno tako imenovani 3&D organizator, ki predvsem meče trojke, oziroma branilec, s katerim igra, ki predvsem meče trojke in igra obrambo. In to ni bil Patrick Beverley, ki pa so ga Rocketsi v tem tradu za Chrisa Paula. Chris Paul, namreč to je bila še ena menjava, ki v letošnjem prestopnem roku, ki bo odmevala in ki bo imela tudi za Clippers dolgoročne posledice. Dobili so Patricka Beverleya, Louisa Williamsa in Sama Dekerja, lanskoletnega novinca Rocketsov, ki je na določenih tekmah navdušil in pokazal potencial, recimo, da postane soliden igralec prve peterke v prihodnosti. Zato vsekakor presenetljiva poteza, Blaž. Ja, predvsem, recimo Mori je itak znan po tem, da on rad, se pravi generalni menedžer, se pravi športni direktor Rocketsov, je znan po tem, da najprej opravi menjavo in išče tistega najboljšega igralca, ki ga lahko dobi, šele na to pa potem razmišljajo o tem, kako bo igralca dejansko vključili v sistem. In to, kar sem, recimo, ko sem bral na našem Facebooku, na NBA Slovenija, ko sem bral, sem videl, da je marsikateri navijač napisal podobno ugotovitev, kot pač se je porodila tudi meni, verjetno tudi tebi, in to je, da Rocketsi imajo dejansko samo eno žogo. In Harden in Chris Paul, oba sta znana kot dominantna košarkarja, ki imata rada žogo v svojih rokah. Tako da, in pa zraven, kot si še ti omenil, je ravno to, ta počasen napad, ali kako bi rekel temu, od Chrisa Paula je ravno nasprotje od Rocketsov, ki pa igrajo hitro, dejansko so neka nova verzija te run and gun košarke, se pravi hitro kroži žoga, išče se hitro odprtega igralca in dejansko zelo presenetljiva poteza. Pač, če bi mogoče, recimo na papirju, če bi gledali zdaj po tej menjavi, je sigurno Houston na papirju boljša ekipa, kot je bila lansko leto, zaradi te menjave, ampak če pa malo pogledamo glede na to, kako poznamo stile igre in vse to, bi pa prej rekel, da so sedaj slabša ekipa, kot pa so bili lansko leto. Ja, jaz se ne bi upal trditi, da so slabša ekipa, čeprav odhodi Patricka Beverleya, Louisa Williamsa, Sama Dekerja, predvsem seveda Patricka Beverleya in Louisa Williamsa, oba sta bila ključna igralca D'Antonijevega sistema v zadnji sezoni. Predvsem Patrick Beverley je eden izmed najboljših obrambnih igralcev na svojem položaju, obrambnih igralcev na zunanjih položajih, in njegova odsotnost se bo poznala, vendar Chris Paul je seveda tudi zelo dober obrambni igralec. Predvsem to je tudi ta kvaliteta, ki jo danes premorejo le še redki organizatorji, to je namreč igra v obrambi. Ne samo, da večina organizatorjev danes sodi v tako imenovano shoot first kategorijo organizatorjev, ki najprej iščejo priložnost za lasten met,
tudi obrambo igrajo le redki. Jaz bi se celo upal trditi, da Chris Paul, Wall je recimo še igralec, ampak ki tudi recimo v zadnji sezoni organizator Washingtona, tudi v zadnji sezoni, ko je dvignil igro v napadu, je posledično njegova igra v obrambi malce padla. Je malce slabši igral v obrambi. Bi se upal trditi, da recimo, če gledamo samo teh prvih 10 najboljših organizatorjev, da je morda, če gledamo samo zadnjo sezono, Goran Dragić, poleg Chrisa Paula, igral celo najboljšo obrambo med 10 najboljšimi organizatorji. Patrick Beverley je seveda že primer organizatorja, ki seveda boljši igra, predvsem boljšo obrambo od Dragića, vendar je obrambni specialist in v napadu malce bolj limitiran. Pa še ena stvar je recimo zanimiva, ko sem že omenil obrambo Chrisa Paula, je zanimivo tudi to, ko smo govorili o sistemu igre. Chris Paul je znan tudi kot izjemen, še ena stvar, ki danes izumira v moderni košarki, namreč met iz pol razdalje. In to je najbolj izpostavljeno ravno v Rocketsih, ki dejansko v celotni sezoni lahko na prste obeh rok in obeh nog preštejemo število metov, ki so jih Rocketsi, celotno moštvo Rocketsov vrglo iz pol razdalje. Malce pretiravam, vendar ne dosti. Iz pol razdalje so v celotni sezoni vrgli nekaj 10 metov, kar je seveda za stotinami oziroma tisočinami metov, ki so jih vrgli izpod obroča in trojk, seveda minimalno zanemarljiv delež. Oni preprosto ne mečejo metov iz pol razdalje, medtem ko je Chris Paul igralec, ki ga odlikuje ravno izjemen met iz pol razdalje. Še ena stvar, ki ravno to, taki organizatorji izumirajo, kot je Chris Paul. Organizatorji, ki igrajo dobro obrambo, ki imajo odličen pregled nad igro in ki znajo zadeti iz pol razdalje, ki se ne zanašajo samo na trojke in prodore. Tako je. Ja, tako da dejansko me zanima, no, kaj bo sedaj D'Antoni naredil s to ekipo. Predvsem me zanima ta vloga, se pravi, v bistvu me zanima, kakšno vlogo bo sedaj prevzel Harden. D'Antoni je faktor, o katerem je potrebno govoriti. Ko govorimo o prehodu Chrisa Paula, on ne prihaja kar v neko moštvo, vendar prihaja v moštvo, ki ga trenira ofenzivni čarovnik D'Antoni. D'Antoni je še enkrat več potrdil zadnjo sezono, da kar se tiče igre v napadu, zagotovo sodi med najboljše trenerje v ligi, konec koncev je prejel nagrado za najboljšega trenerja letos in že drugič v svoji karieri. D'Antoni je bil še v času Phoenixa, mnogi so ga kritizirali zaradi tega njegovega zanemarjanja obrambe, vendar dejstvo je, da njegova igra prinaša rezultate. Potrebno bo nadgraditi ravno zaradi tega, jaz pač imam določene dvome, ker so žrtvovali dobre igralce za Chrisa Paula. In ali bo Chris Paul lahko nadomestil vse tiste igralce? Chris Paul je tudi že v letih, če se ne motim, šteje 32 let že šteje. Zato naslednjo sezono, seveda, ko bo prost igralec, bo star 33 let in takrat bo on pričakoval od Rocketsov maksimalno pogodbo, torej pogodbo za 5 let in 150 ali 170 milijonov dolarjev, mislim, da z vsemi bonusi lahko znese. In seveda je zdaj vprašanje, ali bodo 33 let starega Chrisa Paula še bili pripravljeni plačati toliko, vendar v naslednji sezoni bi moral biti še dovolj dober, da bo vsaj fizično igral na nivoju, ki ga od njega pričakujemo. Druga stvar je pa seveda stil igre in tukaj, zato sem omenil D'Antonija. D'Antoni, tudi jaz sem zelo radoveden, tako kot ti, kaj bo storil D'Antoni, kako bo našel to ravnovesje med Hardenom, ki je že takrat, ko je igral na dvojki, rad imel žogo, rad zadrževal žogo v svoji posesti. In sedaj so pripeljali še enega, čeprav seveda velja omeniti, Blaž, da vendarle v zadnji sezoni, predvsem v končnici, to, kar smo videli tudi pri Russellu Westbrooku in seveda pri Jamesu Hardenu, da sta v končnici se povsem izgubila, povsem popustila in morda je razlog tudi to, da je žoga bila toliko pri njih, da sta preprosto izgubila moči. V zadnjih četrtinah
sta oba po domače dihala na škrge in dejansko še posebej Harden je sezono zaključil katastrofalno. Tiste predstave proti San Antoniju so bile malo da ne komične in delovalo, da preprosto, ja, da nima moči, zakaj več. Podobno pa Westbrook, ki je recimo v prvih 2-3 četrtinah igral na tistem vesoljskem Westbrookovem nivoju, nato pa v zadnji četrtini v končnici po pravilu popuščal, metal, zadev 1 od 10 metov, izgubil 3-4 žoge v obrambi, igral tako imenovano Matador obrambo, kjer je kot bike nasprotne igralce se jim izmikal in izpuščal pod obroč. Zato seveda, ja, vidim, kje bi lahko bil Chris Paul koristen, vendar, spet, kot združiš dva tako velika egota, dva igralca, ki želita imeti žogo, želita odločati tekme, želita v zadnjih minutah ves čas imeti žogo pri sebi, bo moral D'Antoni spet globoko seči v to svojo vrečo trikov in poiskati neko rešitev za novo sezono. Vprašanje, če jo bo najdel, če se recimo spomnimo tisto sezono Lakerse, ko so imeli dejansko na papirju prvo peterko strašansko dobro, s Howardom, Kobejem, Nashom, Gasolom, ne. Vendar ravno to je bil problem, Howard, Kobe, povsem nekompatibilni igralci. Ja, ampak lahko mogoče rahlo potegneva neke vzporednice, ne, da mu ni uspelo povezati tega moštva. Vprašanje, seveda eden izmed velikih razlogov, da mu takrat ni uspelo povezati igre Lakersov oziroma doseči pričakovanih uspehov s takratnimi Lakersi, je bila seveda trmoglavost Kobeja in Howarda, ki nista želela igrati tako, kot je od njiju pričakoval in zahteval seveda D'Antoni, ampak sta želela nadaljevati za svojo igro, želela sta igrati podobno, kot je recimo Kobe igral s Shaqom, in and out igra. To pa ni stil igre, ki ga goji D'Antoni, in zato recimo D'Antoni tudi ni imel uspeha v New Yorku z Melotom, s Carmelom Anthonyjem, ki že spet ni igralec, ki bi lahko sprejel ta njegov stil igre, ki je želel sprejeti njegov stil igre. In najbolj uspešno obdobje New Yorka je bilo recimo ravno tisto obdobje Linsanitya, Jeremyja Lina, ko je no-name organizator v D'Antonijevih rokah pravzaprav postal all-star igralec, čez noč velika senzacija, in to predvsem zaradi tega, ker je takrat Melo bil poškodovan in je celotno moštvo sprejelo ta sistem igre, začelo igrati precej bolje. Zato ja, to je še ena potrditev, ki kaže na to, da D'Antonijev stil igre prinaša uspehe. Sam kot navijač Sunsov, kot navijač, kot ljubitelj košarke, ki je postal navijač Sunsov ravno v tistem obdobju D'Antonijeve 7 seconds or less košarke, in sem dodobra preštudiral to njegovo filozofijo in moram priznati, da deluje, prinaša uspehe, tega se ne da zanikati, in če mu uspe, zakaj je seveda Golden State tako uspešno moštvo danes? Zaradi tega, ker je D'Antonijevemu napadu dodal še obrambo, dodal komponento obrambe, in to je tista razlika, ki dela Golden State tako uspešno moštvo, in to je morda tisto, kjer bo moral tudi D'Antoni poiskati določene rešitve. Čeprav v lanski sezoni jih je, recimo Patrick Beverley je bil tisti, ki je krpal luknje, ki jih je ustvarjal Harden na zunanjih položajih. Ali bo letos to Chris Paul? Morda, sposoben je dober obrambni igralec, vendar ali bo Chris Paul pripravljen igrati obrambo in v napadu gledati Hardena, kako dominira žogo? To pa dvomim. V napadu bodo morali tudi poiskati neko ravnovesje med tema dvema igralcema, in če jim to uspe, bo Houston izjemno nevarno moštvo. Če pa jim ne uspe, pa smo lahko priča podobni kalvari, kot recimo takrat pri Lakersih, Howard, in sporom seveda tudi med igralcema, ki so povsem možni. Čeprav seveda si težko predstavljam, da Chris Paul in James Harden nista govorila pred tem prestopom Chrisa Paula. Ja, predvsem zaradi tega, ker je Chris Paul dejansko mogel se na koncu odločiti in opt-inati v to zadnje leto pogodbe. Verjetno tega ne bi storil, če ne bi bil prepričan, da lahko igra v Houstonu z Hardenom. Ja, nek pogovor sta zagotovo imela.
Kaj pa bo to obrodilo, bomo pa videli v naslednji sezoni. Ravno zato, da ne bo slučajno kdo narobe razumel, ko sem rekel, da pač je slabše moštvo Houston, kot pa ki je bilo lansko sezono, ravno zaradi tega faktorja, tega neznanega faktorja, kako dejansko bodo spravili skupaj ta dva odlična igralca in kako se bosta med sabo dopolnjevala, če zaključiva recimo takole to temo. Tako, zato samo kratek intermezzo in nadaljujeva z Paulom Georgem in Oklahomo. Ja, Blaž, že zadnjič v prejšnjem podcastu so govorila o ropu, ki ga je zgrešila Minnesota oziroma njihov trener Thibodeau, kako je dobra Evropa v svoje nekdanje moštvo Chicago Bulls in se jim posredno tudi maščeval za to, ker so ga odpustili. Vendar pa podoben rop so zagrešili tudi v Oklahomi, kjer so seveda oropali Pacerse. Za Paula Georgea so jim namreč poslali Victorja Oladipa in Domantasa Sabonisa. Zdaj velja omeniti, da je ceno Paulu Georgeu nižalo tudi dejstvo, da ni obljubil zvestobe oziroma ni dal garancije moštvu, ki bo zanj menjalo, da bo z njimi tudi podaljšal pogodbo naslednje poletje. Zato seveda moštva so bila malce bolj previdna, vendar to, za kar so na koncu dobili Paula Georgea v Oklahomi, je vsekakor blizu ropu. Namreč ne samo, da so seveda dobili izjemno dobrega igralca, s katerim so postali boljši, še znebili so se relativno slabe pogodbe Victorja Oladipa, ki bo v naslednji sezoni zaslužil celo nekaj milijonov več kot Paul George. Z Victorjem Oladipom in Domantasom Sabonisom, s tem, ko so se znebili njiju dveh in pripeljali Paula Georgea, so pravzaprav ustvarili še nekaj prostora v svojem proračunu in imajo sedaj na voljo za podpis morda kakšnega dodatnega igralca, še roleplayerja oziroma epizodnega stranskega igralca, rezervista, na voljo dovolj denarja, da si morda tudi na trgu rezervistov privoščijo kakšno boljšo okrepitev za tako imenovani mid-level exception, izjemo srednjega razreda. Obstajajo različne izjeme, kjer lahko prekoračiš proračun, rahlo prekoračiš proračun in to bodo lahko dobro izkoristili, da bodo še malce popolnili moštvo, izgubili pa, kot sem dejal, niso nič. Victor Oladipo sicer ni slab igralec, tudi Domantas Sabonis, sin bolj slavnega očeta, neprimerno bolj slavnega očeta in boljšega igralca, seveda ne bo tako dober, kot je bil njegov oče, vendar je visok igralec, visok krilni igralec, ki lahko zadane tudi trojko. Taki igralci so koristni v današnji košarki. Victor Oladipo pa izjemno atletski branilec, ki lahko igra tudi obrambo, vendar v zadnji sezoni tudi zaradi tega, roko na srce, ker je igral z Westbrookom, ki ni ravno znan po tem, da odlično razigrava svoje igralce. Njegovo veliko število asistenc ni znak njegovega odličnega razigravanja, vendar je prej znak tega, da je prejšnjo sezono Westbrook postavil rekord v statistiki, v usage rate statistiki, torej v zgodovini še nikoli noben igralec ni porabil takega deleža napadov, ni imel toliko žoge, kot jo je imel lansko sezono Westbrook. In seveda, če imaš toliko žogo, tu nabereš koše in če si vsaj povprečen igralec, si boš nabral solidno število košev in podaj, tudi če nisi tisti igralec najvišjega razreda. Vendar prihod Paula Georgea bo dobra premešal postavo tega moštva in seveda tudi okrepil to moštvo. Zapustil jih je Durant lansko sezono in leto dni kasneje, manj kot leto dni kasneje, oziroma točno leto dni kasneje, so pripeljali krilo, ki velja morda v tem rankingu igralcev za naslednjega v vrsti. Čeprav tukaj, počasi Matej, si moram reči, Kawhi Leonard je boljši od Paula Georgea, predvsem tudi po tisti poškodbi, tistem grozljivem zlomu noge,
se mi zdi, da Paul George, ko sem ga gledal pred tem zlomom noge, sem bil mnenja v tistem obdobju, da ima Paul George resne možnosti, da se pridruži LeBronu Jamesu in Kevinu Durantu, da postane recimo tretji najboljši igralec lige za LeBronom Jamesom in Kevinom Durantom, vendar po tisti poškodbi ne igra več na povsem istemu nivoju. Malce malenkost, ne dosti, še vedno gre za odličnega igralca, ki tudi ni star, ki bo lahko na vrhuncu igral še nekaj let, poškodbo je pozdravil, vendar imam občutek, da ni povsem isti, da je recimo to 96% tistega Paula Georgea, ki smo ga gledali pred tisto poškodbo. Še vedno je 96-97% tistega Paula Georgea, je to še vedno eden najboljših krilnih igralcev v ligi. Kot sem dejal, LeBron, Durant, Kawhi, verjetno še pred njim. Potem pa že počasi pride Paul George, Jimmy Butler na vrsto, potem recimo Hayward še za njim, to je nekje morda ta ranking krilnih igralcev. Vendar vsekakor dobra poteza Oklahome, tudi če jih bo George zapustil naslednjo sezono, bodo imeli po drugi strani dovolj denarja za nakup novih igralcev, vendar seveda tudi obstaja majhna nevarnost, da bi Paul George morda v tej sezoni prepričal Westbrooka, da skupaj zapustita Oklahomo. Tudi to je možno. Kaj misliš, Blaž? Ja, se čisto strinjam s tabo, ampak predvsem pa zanimiva kemija med tema dvema, med Westbrookom in pa Georgeom, ker recimo, če se spomniš, je se govorilo, da je odhod Duranta bil nek delež krivde tudi na Westbrook, ki enostavno ni želel sodelovati z Durantom, prevečkrat zadrževal žogo in tako naprej. In mislim, da gre vsaj približno za isti princip sedaj pri Paulu Georgeu. In zelo zanimivo bo videti, če bo Westbrook pripravljen sodelovati z njim, ali bo še vedno želel igrati to svojo igro, ki jo je igral do sedaj. Definitivno mislim, da če bo se pripravljen prilagoditi Georgeu, več trojnega dvojčka ne bomo videli pri njemu. Vsaj ne v povprečju. Ja, vsekakor. Lansko sezono je bilo celotno moštvo podrejeno Westbrooku, zanj so njegovi visoki igralci so zapirali prostor, zato da je Westbrook lažje prihajal do skokov, lažje prihajal do žog. In seveda ne moremo pričakovati, da bo sedaj Paul George Westbrooku prepuščal skoke, tako kot mu jih je recimo Steven Adams ali pa Kanter lansko sezono. In ja, vsekakor obstaja ta nevarnost, kot sem že dejal, po eni strani je seveda tudi nevarnost, da Westbrook po naslednji sezoni, da moštvo zapustita Westbrook in Paul George, da Paul George morda prepriča Westbrooka, da se skupaj podata v Lakerse. To je morda nevarnost, ki so jo mnogi že omenjali kot relativno resno opcijo. Vendar po drugi strani pa tudi to, kar si omenil, Paul George, ki je sedaj nadomestil Duranta. Ko je Durant igral v Oklahomi, je ena izmed glavnih pritožb oziroma zamer, ki jih je imel Durant do tistega moštva, tiste igre in morda posredno tudi do Westbrooka, je bil ravno tisti koncept igre, ki je baziral preprosto na konceptu, njihovo igro bi lahko označili kot my turn, your turn igro. Torej, en napad konča Durant, naslednji napad začne in konča Westbrook. Potem Durant, potem Westbrook. Dejansko je bila igra izjemno predvidljiva, izjemno veliko izolacije, ali je Westbrook zaključeval napade v izolaciji, ali pa jih je Durant zaključeval v izolaciji. Preprosto ni bilo tistega kroženja žoge, gibanja žoge, tisto, kar seveda vidimo pri Golden State Warriorsih, kjer zadnjega meta, kjer recimo vedno je bilo vprašanje v Oklahomi, kdo bo vrgel tisti zadnji met. Navijači, recimo, preden jih je zapustil Durant, Oklahome so vedno predtem se pritoževali nad tem, če je slučajno zadnji met vrgel Westbrook ali pa na koncu napade
tesne tekme zaključeval Westbrook, ker je seveda Durant boljši igralec. Vendar seveda to se je zadnjo sezono spremenilo in niso imeli nič proti Westbrooku, ki je sedaj zaradi tiste izdaje Duranta in odhoda postal še toliko bolj priljubljen v Oklahomi. Bomo videli, kaj bo naslednjo sezono. Vendar ja, to je problem, da sedaj se zna zgoditi, da bo Oklahoma zopet padla v ta vzorec my turn, your turn, torej moja žoga, tvoja žoga, moja žoga, tvoja žoga, moja žoga, tvoja žoga in ponavljanje to čez celotno tekmo in potem na koncu tenzije v situacijah, ko se ne bo vedelo, kdo bo zaključeval tesne tekme, kdo bo zaključeval napade. Vsekakor pa si Paul George in Westbrook si bil oba zaključila. Ne pozabimo namreč, da je Paul George, recimo v tej končnici, v letošnji končnici, v prvem krogu, ko so igrali proti Clevelandu, je prišlo do tistega, je javno okaral soigralca, ki mu ni podal žoge na koncu za zadnji met. Zaradi tega vsekakor tudi Paul George ima ego in ta ego bo potrebno zadostiti. In bo zanimivo, kako bo Billy Donovan, trener, kakšno rešitev bo poiskal, če se bo vrnil v tisti moja žoga, tvoja žoga vzorec. Potem mislim, da moštvo ne bo znatno boljše. Vsekakor je to moštvo, mislim, da imajo sedaj s Paulom Georgeom podobno kot seveda pri Rocketsih. Tukaj ne veva, kako se bo tak igralec vklopil v moštvo, predvsem seveda zaradi tega, ker gre za igralce, ki imajo radi žogo veliko v posesti. To je tisti problem, kjer nekdo bo izgubil v vseh moštvih. Preprosto, razen seveda, če ne postavijo takega sistema, kot ga uporabljajo Golden State Warriorsi, vendar že spet takega sistema pa ne moreš postaviti čez noč. Tak sistem zahteva leta uigravanj, zahteva leta istega moštva. Moštvo se mora več let igrati, jedro moštva mora ostati skupaj in se skupaj razviti in skupaj naučiti take igre. Take igre preprosto ne moreš razviti s tem, da pripelješ Paula Georgea v moštvu z Westbrookom in začneš igrati kolektivno igro z veliko kroženja žoge, pace and space igro, z dinamičnim napadom, z tako imenovano motion offense napadom, kjer se vsi igralci gibajo v napadu. To seveda zahteva znatno mero igranosti, do katere pa ne pride čez noč. Točno tako in tako kot si že rekel, no, v bistvu sploh ne vem, kaj več bi še dodal zraven pri temu. Samo en velik vprašaj lahko dava tukaj, ne, a bo pripravljen Westbrook svojo statistiko zamenjati za ekipni uspeh? Vprašanje. Statistika mu je letos prinesla naziv najbolj koristnega igralca lige. Po mojem mnenju je letošnja končnica seveda potem nazorno pokazala, da Westbrook in Harden nista niti blizu najboljšemu igralcu lige, da je recimo Kawhi, Durant, LeBron, da so neprimerno boljši. In ja, upam si trditi, neprimerno boljši, za razred boljši igralci, po mojem mnenju. Preprosto zaradi tega, ker ima njihova igra dodatno dimenzijo. Igrajo namreč tudi obrambo, ki je Westbrook in Harden roko na srce ne igrata. Westbrook je morda v tej sezoni, v zadnji sezoni, ki je postal najbolj koristen igralec, in to je določena hinavščina, ki me je zmotila. Namreč Westbrook je argumentirano lahko trdimo, da je igral celo slabšo obrambo od Hardena to sezono. Harden ni igral briljantne obrambe, vendar malce je vsaj takih v oči bodečih napak, kot jih je delal v zadnjih sezonah, ko se dejansko ni niti roke stegnil v določenih položajih, ni niti postavil v obrambno prežo, vendar stoje s pogledom pospremil igralca, ki je mimo njega prodiral pod koš. Takih zadev si Harden letos ni več privoščil. Medtem ko pa sem videl Westbrooka, da si je pa točno takih situacij privoščil, in kar me je zmotilo, je to, da je Harden bil vedno na tapeti navijačev in tudi poznavalcev, strokovnjakov košarkarskih, ne igra obrambe, zaradi tega si ne zasluži napad. Predprejšnjo sezono, se pravi ne, zdaj zadnjo 16-17, vendar 15-16 sezono, Harden ni končal niti v nobeni izmed treh najboljših peterk lige. Razlog je bila pa predvsem njegova porazna obramba. Letos je Westbrook slabšo obrambo postal najbolj koristen igralec lige, zaradi seveda tega njegovega
trojnega dvojčka, ki je impresiven, ki je nekaj posebnega, tega se ne da zanikati. Če to ne bi bilo nekaj posebnega, potem bi večkrat ne bi po 30-40 letih po Oskarju Robertsonu zopet nekdo sezono končal s povprečjem trojnega dvojčka. Zaradi tega to je poseben dosežek, vendar je polno opomb, lahko damo zraven tega dosežka, polno caveatov, kjer dejansko ki kažejo ta dosežek v malce drugačni, slikajo ga v malce drugačni luči. In zato tudi jaz, tako kot pri Rocketsih, neke dokončne ocene ne morem dati. Rocketsi in Oklahoma imata potencial za boljšo sezono. Vsekakor imata ta potencial. Chris Paul in Paul George sodita med 15 najboljših igralcev lige, zagotovo med 20 najboljših igralcev lige. To nedvomno sodita v to kategorijo igralcev. Zato je njun prihod bo seveda močno okrepil moštvi. Vendar je vedno vprašanje te kemije, ki je v košarki, v moštvenih športih nasploh pomembna skoraj da prav tako, kot je pomembna kvaliteta posameznih igralcev. Včasih je slabši igralec, čigar igra seveda bolj sodi v koncept posameznega moštva, bolj primeren oziroma v moštvu boljši kot nek igralec, ki je recimo v osnovi boljši, vendar njegova igra, njegov stil igre ni komplementaren, se ne sklada z konceptom igre moštva, v katero prihaja. Zato je seveda, tako kot si dejal, ali se bo Westbrook pripravljen prilagoditi. Tukaj je seveda vprašanje zelo podobno, kot se že ves čas vrtiva Rockets in Oklahoma, kako se bo prilagodil Harden na prihod Paula, kako se bo Paul prilagodil in na drugi strani, kako se bo Westbrook prilagodil na prihod Georgea in kako se bo George prilagodil na novo ekipo. To je tisto največje vprašanje. Obe moštvi bosta v končnici, zato me ne skrbi, sta tako močni. Na tem močnem divjem zahodu sta dovolj močni, da se bosta lahko borili, da bosta igrali v končnici, vendar kje, na katerih mestih bosta zaključili v končnici, ali sta boljši recimo od Golden Statea zagotovo ne, ali sta boljši od Spursov. Spursi še niso zaključili, še niso končali z vsemi potezami, še vedno se ne ve, recimo Pau Gasol, ali se bo vrnil ali ne. Podaljšali so pogodbo z Millsom, bila pravzaprav tista edina večja poteza, zato seveda nihče še ne ve, kako dobri bodo Spursi naslednjo sezono, vendar Spursi so vedno dobri tudi takrat, ko je polovica moštva poškodovanega, s Popovičem še vedno zmagujejo. Zato seveda je vprašanje, ali Rocketsi ali Oklahoma lahko morda. Prej seveda Rocketsi, bolj sem več zaupanja imam v D'Antonija kot recimo v Donovana. Mislim, da je moštvo malce bolje sestavljeno, kljub temu, da so izgubili nekaj dobrih igralcev, so na drugi strani tudi zadržali tisto jedro ostrostrelcev. In vsekakor mislim, da bo naslednja sezona, če bi lahko kakšno mantro ponavljala ves čas, pogosto sem obtožen ponavljanja, in če bi kaj lahko ponavljal ves čas, je ravno to, da bo naslednja sezona izjemno zanimiva, res izjemno pestra, moštva se bodo okrepila. Ponavadi je vedno na začetku sezone izberem recimo 4 ali 5 moštev, ki jih bolj podrobno spremljam, katerih tekme si več ali manj redno gledam. Naslednjo sezono bo recimo 8, 9, 10 takih moštev, ki bi jih lahko postavil v to kategorijo bolj zanimivih moštev. Tudi recimo kakšen Sacramento, Filadelfija, ki so jih že omenjali, klubi iz dna lestvice, klubi, ki so na zahodu, kluba, ki sta na zahodu in na vzhodu v zadnjih letih bila prej tarča posmeha kot kaj drugega. Tudi za tema kluboma je izjemno uspešno, produktivno poletje in, kar želim povedati, tudi slabši klubi, recimo kakšnih klubov, ki bodo na zahodu, ki bi odkrito tankali,
verjetno ne bo, čeprav bo seveda na zahodu izjemno lahko tankati. Medtem ko na vzhodu Indiana, Chicago, dve moštvi, ki sta bili redni udeleženki končnice v zadnjih letih, ju naslednjo sezono zagotovo ne bo v končnici, vendar tudi o tem morda malce več kasneje. Še kaj bi dodal pri Chrisu Paulu, Blaž? Niti ne. Dobro, potem pa samo kratek intermezzo in nadaljujeva. No, za konec pa Blaž lahko obdelava še Gordona Haywarda, morda celo najbolj zaželenega prostega igralca v tem prestopnem roku, ki se je odločal med Miamijem, Bostonom in seveda svojim matičnim moštvom iz Utaha in na koncu po manjši komediji zmešnjav za samo sporočitvijo njegove odločitve je postalo znano, da bo kariero nadaljeval v Bostonu, s katerim bo podpisal 4-letno pogodbo, zaslužil preko 30 milijonov na sezono. Pri svojem nekdanjem trenerju tudi Bradu Stevensu, ki je zagotovo seveda bil pomemben faktor pri njegovi odločitvi, namreč z Bradom Stevensom je odlično sodeloval že na univerzi, kjer je bil glavni igralec tistega moštva in sedaj bo eden izmed glavnih igralcev tudi v Bostonu, kjer bo z Horfordom in Thomasom tvoril jedro precej nevarnega moštva. Ja, nova velika trojka v narekovajih na vzhodu. Ampak vprašanje je zdaj, ali Hayward že predstavlja tisti korak, s katerim bi lahko Boston dokončno prevzel primat na vzhodu, sklatil Cleveland z vrha, močno dvomim. Hayward sicer, roko na srce, pač odličen igralec, Boston bo z njim boljši, ampak bodimo realni, ali je to igralec, ki mu plača 32 milijonov na sezono, ki bo pokuril tretjino tvojega proračuna za plače, ali je naredi tvojo ekipo toliko boljšo, da mu to plačaš ali ne. Sam osebno mislim, da ne. Sam osebno sem mnenja, da je Hayward vreden tam okoli 22, 23, recimo 10 milijonov manj približno, kot bo dobil v Bostonu. Predvsem iz tega razloga, ker ti Boston bo boljše moštvo, vendar ne bo toliko boljše moštvo, da bi se to splačalo vložiti denar. In to je recimo tudi en izmed razlogov, zaradi katerih sem jaz zaradi Dragiča in Miami, kakorkoli vesel, da ni šel v Miami, kajti Miami ni moštvo, ki bi recimo s Haywardom ratalo kar naenkrat odlično glavni kandidat za naslov, bi bili boljši, vendar ne bi bili toliko boljši, da bi se dejansko lahko takoj borili za naslov v ligi. Ja, Boston zagotovo mislim, da tako kot na zahodu Golden State ostaja razred više, stopničko više kot vsi ostali konkurenti, vsa ostala moštva in še vedno zrejo v hrbet. Podobno mislim, da ostaja na vzhodu Cleveland, ja. Podobno na vzhodu še vedno Clevelandu moštva zrejo v hrbet in tudi Boston in bo tudi po tem prihodu Haywarda še vedno zrl v hrbet, še vedno sem prepričan, da niso dovolj dobri, da bi lahko v seriji 7 tekem v končnici premagali Cleveland, vsaj dokler bo tam ostal LeBron in dokler bodo tam zadržali svoje jedro, čeprav Cleveland je tema verjetno, ki se jo bova v naslednjem podcastu lotila bolj podrobno. Cleveland in seveda LeBron, ki bi znal zapustiti Cleveland naslednjo sezono in vedno več indikacij kaže v to smer, namreč Cleveland si je privoščil izjemno neumnost, ko je lastnik moštva Dan Gilbert tik pred začetkom prestopnega roka odpustil Griffina, generalnega direktorja, ki je dobro opravljal svoje delo in letos pričakoval povišico, pričakoval malce višjo pogodbo in ni uspel doseči dogovora z lastnikom, z Gilbertom, zato ga je ta odpustil. Tik, kot sem dejal, pred začetkom prestopnega roka, v katerem seveda Cleveland ni potegnil, ni se ojačal. Tako kot je recimo vsa moštva še vedno na vzhodu zrejo v hrbet Clevelandu, tako tudi Cleveland zrejo v hrbet Golden Stateu.
tako kot vsa ostala moštva v ligi. Pravzaprav. Cleveland ni postal nič boljši, medtem ko recimo Golden State, ki je obdržal celotno jedro, je sedaj pripeljal recimo še Omrija Kaspija, Joela bojo verjetno obdržali, tudi West je vrnil, se pravi vsi te roleplayeri, rezervisti bodo ostali. Durant je celo vzel 10 milijonov, skoraj 10 milijonov manj, za to, da si je Golden State lahko privoščil, da obdrži celotno jedro. Na drugi strani je pa Cleveland potreboval ukrepitve. Če želi premagati Golden State, potem potrebuje ukrepitve, vendar nobenih ukrepitev ni na obzorju. Bili so v različnih kombinacijah zamenjavo z Butlerjem, zamenjavo Paula Georgea, tudi recimo Carmelo Anthony se še vedno omenja kot morda potencialni kandidat za prihod. Vsaj Carmelo Anthony je dejal, da se bo odpovedal svojemu no trade clause za menjavo Rocketsom ali v Cleveland. Tako da, ja, Cleveland je posebna zgodba z LeBronom, njihov lastnik je tudi posebna zgodba, in ki jo bova obdelala v enem izmed prihodnjih podcastov, namreč tokrat se bova malce bolj podrobno posvetila Bostonu, ki pa je tudi recimo posebna zgodba. Boston je moštvo, ki ima največje bogatstvo naborov in perspektivnih mladih igralcev v ligi. Moštvo, ki bi lahko zlahka pripeljalo, sedaj, ko so bile te zadnje menjave, pripeljalo Jimmyja Butlerja ali Paula Georgea ali pa morda oba. Imeli so, glede na to, kakšne menjave so izpeljali, zakaj je Minnesota, za kakšne igralce oziroma za kakšne menjave je Minnesota dobila Butlerja in konec koncev tudi Oklahoma Paula Georgea. Boston bi zlahka presegal, lahko dal boljšo ponudbo in njih to niti ne bi, glede na to bogatstvo, ki sem ga omenil, niti ne bi stalo, ne bi se jim poznalo, tako kot se morda pozna kakšnemu drugemu moštvu. Zato in jaz sem bil že pripravljen, recimo, da če Hayward ne bi prestopil v Boston, bi pravzaprav Boston označil za ene od poražencev tega prestopnega roka in tudi letošnjega nabora. Namreč ne smemo pozabiti, da oni so svoj prvi pik, prvi izbor Fulca zamenjali za tretji pik, kjer potem tudi niso dobili igralca Jacksona, ki so ga želeli, temveč so izbrali Tatuma. Vse enkrat po začetku te poletne lige, vse lepo in prav, Tatum je tudi perspektiven igralec in dober, vendar po mnenju večine je Josh Jackson boljši igralec. Tako da že sam nabor oziroma samo obdobje pred naborom je bilo malce čudno. Vsi so mislili, da morda se pripravljajo zaradi tega, ker so njihov letošnji prvi pik zamenjali za letošnji tretji pik in potem ali naslednje leto pik Lakersov ali pa leto zatem pik Filadelfije, če se ne motim. Oba pika sta tam med prvih 5 oziroma prvih 8. Lakersov pik je zaščiten med 2 in 5, vendar da se ne bova sedaj v te tehnikalije spuščala preveč. En pik so zamenjali za 2 malce nižja, ki sta lahko še vedno potencialno prineseta visoke igralce, vendar to zaenkrat ostaja neznanka. Zaenkrat res ne vemo, kakšen cilj je, ali je cilj Bostona in Ainge, starega lisjaka Ainge, ki tam opravlja vlogo generalnega direktorja, ali je njihov cilj, da čim prej sestavijo moštvo, ki se bo potegovalo za nastop v finalu lige NBA in potem seveda tudi potencialno tekmovalo za morebitni naslov prvaka, ali pa je njihov cilj, da počakajo, da pač LeBron zapusti vzhod, ali pa LeBron pač se postara toliko, da ne more več predstavljati take nevarnosti in potem šele naredijo tiste menjave, ki so jih vsi pravzaprav od njih pričakovali že v letošnjem poletju. Ne samo sedaj, vendar že v prejšnjem prestopnem roku, februarskem prestopnem roku, smo vsi pričakovali, da bodo pripeljali ali Butlerja ali Paula Georgea. Za oba so imeli več kot dovolj assetov, tako imenovanih assetov, ne vem, kako bi se to prevedel, dobrin v svojem moštvu in oba bi lahko pripeljali. Na koncu so se odločili, pač niso žrtvovali nobenega mladega igralca ali nabora, zato da so pripeljali dobro krilo Haywarda.
vendar, kot si dejal, ponudili, zato so mu morali ponuditi max pogodbo preko 30 milijonov, 32-33 milijonov dolarjev na sezono in tako tudi zapolnili celoten proračun, namreč naslednjo sezono jih čaka pa odločitev glede Isaiah Thomasa in tudi on bo seveda pričakoval maksimalno pogodbo in to bo potem pomenilo, da bo njihovo jedro moštva, s katerim bodo naskakovali naslov prvaka, denarja za kaj več ne bodo imeli, sestavljali Horford, Thomas in Hayward. Kar pa v resnici na ljubo, vsaj zame ni, glede na to, kakšne trojke lahko sestavijo na zahodu, posamezna moštva, ali tudi na vzhodu, LeBron, Kyrie, Love, še vedno to ni trojka na tem nivoju, da zame pravzaprav še kar precej velik prepad zije med temi trojkami, ki jih lahko sestavijo Golden State, Cleveland. Sedaj tudi recimo kakšna Minnesota, ki lahko postavi na parket Townsa, Wigginsa in Butlerja. Jaz bi težko rekel, da to recimo, da je takoj zlahka rekel, da je recimo Thomas, Hayward in Horford, da so boljša trojka kot recimo trojka od Minnesota, pa je to samo ena izmed potencialnih, tudi seveda Rocketsi lahko postavijo dobro trojko s prsi, vse ta moštva, ki še ostajajo z odličnimi igralci ali pa ki imajo recimo dva igralca, ki sta boljša od dveh najboljših igralcev Bostona. Ja, in Bostonu se zdaj tudi pojavilo vprašanje, kaj recimo narediti z Avijom Bradleyjem, ki mu je potekla pogodba, kaj narediti z Marcusom Smartom. To pa sta bila dva igralca, ki sta bila ključna v igri Isaiah Thomasa, kajti pokrivala sta njegove napake, če lahko temu rečemo napake, njegove pomanjkljivosti, manj kot centimetrov v obrambi in zanimivo bo sedaj videti, kakšna bo odločitev glede njih, kajti Bradleyju je potekla pogodba in bo pričakoval verjetno nekaj več denarja, kot ga je dobil do sedaj, ko je dobil 8 milijonov na sezono. Vprašanje bo tudi, kaj bodo naredili s svojimi krili, kajti sedaj imajo neverjetno število kril. 4 krila. S tem, da dva sta prišla v moštvo po zadnjih 2 naborih kot izjemno visoka pika na naboru in boste imela sedaj še manj minut na voljo. Nekoga bodo morali zamenjati in tukaj še samo kot kratko omembe, že zadnjič sem omenjal tisto potezo Josha in tudi danes Josha Jacksona, ki preprosto ni želel upraviti nobenega pogovora z Bostonom in jih je gladko ignoriral, celo ko so odleteli, da bi se z njim sestali v Sacramentu, jih je gladko odpisal in je moral Danny Ainge samo najeti naslednji let nazaj v Boston in se vrniti čez celotno Združene države Amerike. Vendar, kar je zanimivo, recimo, da bi slučajno naslednje leto bodo imeli po vsej verjetnosti zopet visoki izbor, ne samo tistega Lakersovega, ki je lahko njihov, če bo med 2 in 5, vendar tudi Netsov izbor Brooklyna, ki naslednjo sezono verjetno tudi ne bo še med tistimi najboljšimi moštvi, zagotovo ne bo med najboljšimi moštvi, še vedno bo po vsej verjetnosti sezono zaključil izven mest, ki vodijo v končnico in se lahko zgodi, da bi, na kar ciljam, recimo Dončića izbrali. Dončić bi v tem primeru, recimo sedanjem moštvu, bil 5. krilo. In to bi bila recimo katastrofa za mladega igralca, da pride v tako moštvo. In ravno zaradi tega so mnogi recimo jezni na Boston in Boston pri navijačih drugih moštev ne velja ravno za najbolj priljubljeno franšizo, tudi zaradi tega, ker tako ljubosumno čuvajo vse svoje mlade igralce in nabore, vendar s tem, ko jih čuvajo, tudi njim ne delajo nobene usluge, jih ne razvijajo. In seveda to, kar si že sam omenil, sedaj seveda Smart, Bradley, dva zunanja igralca, ki sta bila, kot si dejal, ključna, izjemno pomembna. Brez njih Boston ne bi niti približno prišel tako daleč, zaradi tega, ker Thomas ni sposoben igrati v obrambi, za razliko recimo od Westbrooka in Hardna. Thomas poskuša igrati v obrambo, ni igralec, ki bi recimo se čuva v obrambi, tako kot to počneta njegova kolega na zahodu. Občasno tudi on se čuva, predvsem seveda v poslu, pač, če vidi, da je višji igralec, ga bo ponovadi spustil, se ne bo z njim prerival, ker mu bo to pobralo preveč moči. Vendar celotno vprašanje recimo Bostona skozi celotno končnico na vsaki tekmi, v vsaki seriji je bilo,
kako bomo na tej tekmi, kje bomo na tej tekmi skrili Thomasa v obrambi, na katerem igralcu ga bomo skrili v obrambi. Po nekaterih kazalcih, to sem že omenil, je Thomas najslabši obrambni igralec v ligi in seveda v določenih situacijah, v določenih matchupih, tekmah proti specifičnim moštvom, tudi njegova odlična igra v napadu, njegova produktivna igra v napadu ne more nadomestiti lukenj in pomanjkljivosti v obrambi. Zato seveda, ja, kot si dejal, vprašanje je, kaj bodo storili naslednjo poletje in ali bodo res pripravljeni v jedro Hayward, Horford, Thomas vložiti skoraj oziroma več kot $90 milijonov. Lansko poletje je bilo ponujenih, igralci so podpisali ogromno astronomsko previsokih pogodb. Pogodb, ki bodo moštva dodobra pestila v prihodnosti in bremenila. Pogodb, ki bodo moštva v prihodnosti celo stale določenih igralcev, morda celo svojih igralcev, ki jih ne bodo morali zadržati zaradi teh astronomskih pogodb, ki so jih lansko poletje nudili. In tudi letošnje poletje je bilo na trgu, recimo Jrue Holiday je tisti najboljši primer astronomsko visoke pogodbe. Jrue Holiday bo zaslužil več kot $30 milijonov na sezono, po nekaterih predvidevanjih pa bo ta številka se lahko skupaj z bonusi približala celo 40 milijonov. Jrue Holiday bo sedaj eden izmed najbolje plačanih igralcev v ligi. Več bo zaslužil recimo kot Durant naslednje leto. Skupaj seveda Pelikani bodo imeli velike težave, oni so že lansko leto in že leta nazaj so dali astronomsko visoke, recimo pogodba Ašiku, igralcu, ki lansko sezono praktično ni videl parketa, mislim, da zasluži 12-13 milijonov na sezono in sodi med najslabše pogodbe v ligi. In mislim, da bo ta pogodba Jrue Holidaya še ena izmed takih. Ni pa edina. Lansko sezono je bilo še več takih pogodb, na kar se ciljam, kar želim povedati. Mnogi so pričakovali, da bo naslednjo sezono cap, dovoljen proračun, $109 milijonov. Vendar bo sedaj se izkazalo, da bo 10 milijonov nižji. To je pa ogromna številka. $99 milijonov bo naslednjo sezono in v bližnji prihodnosti ne načrtujejo kakšnih znatnih porastov, tako kot so se pripetili zadnji 2 leti in zaradi česar je tudi prišlo do te eksplozije pogodb, visokih pogodb. Zato seveda bodo te visoke pogodbe, ki so jih lansko in to poletje podarili, sedaj teple, namreč primer, ravno ki so ga že omenjali, Bostonu, o katerem govoriva, te 3 igralci, Thomas, Horford in Hayward, bodo naslednjo sezono, če bodo seveda Thomasu dali pričakovano visoko pogodbo, zaslužili preko $90 milijonov, cap je pa $99 milijonov. S tem, da seveda, dobro, za svoje igralce greš lahko, izkoristiš tako imenovano brd pravice in greš preko capa, brez tega, da bi moral plačati visok davek na luksus, vendar čez 2 leti, 3 leta bodo tudi ta davek na luksus začel tepsti številna moštva, tudi recimo Golden State, ki lahko, če bo zadržal jedro moštva, še čez 3 leta, takrat moral plačati skupaj z davkom na luksus in potem vnovičnim davkom. Namreč, če ti plačaš davek na luksus za eno sezono in potem naslednjo sezono spet, se ti ne podvojita, se ti početvori. Še dodaten faktor je, temu se reče potem repeater luxury tax, še dodatna kazanje in zanimivo je, ta denar se potem razdeli med ostala moštva v ligi. In do sedaj to niso bili neki veliki denari, morda $1,900,000, $800,000. Vendar, ko bo Golden State moral plačati $400 milijonov, $300 milijonov, preko $300 milijonov, malce manj kot $300 milijonov samo davka na luksus. Če pa samo to razdeliš med ostalih 29 moštev, je pa to že konkretna številka, plačaš $10 milijonov, plačaš celotno svojo trenersko ekipo s tem denarjem. Plačaš celotno trenersko ekipo. Dejansko tu recimo Bobby Marks, bivši GM Netsov, je ravno o tem govoril na enem izmed podcastov, ki sem jih poslušal pred kratkim, da bodo moštva lahko plačali
čez nekaj let, če bodo res, ker ne, samo Golden State bo lahko to, potem imamo seveda še Cleveland, vsa ta moštva, tudi Boston bo v luksuzu, Pelicani bojo v luksuzu, ogromno moštev, ki sploh še niso dobra, bojo s temi gromozanskimi pogodbami, ki so jih ponudili, se čez nekaj let morala plačati davek na luksus, in bodo dejansko lahko potem ostala moštva, ki ne bodo v luksuzu, ne samo trenersko ekipo, še celoten entertainment team, ki zabava ljudi, bodo lahko plačali s tem denarjem, navijačice bodo lahko plačali, vse bodo lahko poplačali s tem denarjem, ki ga bodo dobili od... Vstaj, če bomo videli, kako bo Lacob, lastnik Golden State Warriors, ravnal čez 3-4 leta, ko bo davek narasel na skoraj $300 milijonov. Tako da, ja, ali Boston je pripravljen tako velik denar vložiti v 3 igralce, ki mu obenem tudi ne garantirajo mu niti udeležbe v finalu, kaj šele naslova, je res dobro vprašanje. Ja, in tako, kakor so že pač nekako načela vse to, ne, velika vprašanja res so pred Bostonom in kaj bojo naredili. Predvsem jaz mislim, da vsaj še 2-3 leta mislim, da nimajo možnosti za naslov prvaka. Vsaj tako jaz mislim. Pa tudi mislim, da bo njihov doseg še vedno maksimalno finale vzhodne konference. Zaenkrat vsekakor. Cleveland vsekakor niso boljši od Clevelanda. Smarta, ki si ga že omenjal, pravzaprav so že pač par klicev različnim moštvom, poklicali nekaj moštev in jih pobarali za možnost menjave Smarta. Zaradi tega in seveda Bradley je še en podoben igralec in če ta 2 igralca izgubijo, bo to velika luknja na zunanjih položajih Bostona, pravzaprav Bradleya bo, mislim, da morajo obdržati. Vendar Smarta na drugi strani, Smart je tisti pitbull v obrambi, ki je ogromno dela postoril. In ja, brez teh obrambnih igralcev, ki jih imajo zraven Isaiah Thomasa na eni strani, Thomas ne bi moral biti tako uspešen napad, in na drugi strani ga seveda ne bi mogli skriti na najslabšem igralcu v obrambi na nasprotni strani. In ja, to je sedaj resnično velika dilema. In kljub temu, da se seveda navijači Bostona veselijo prihoda Haywarda in prihodnosti, ki je vsekakor za tem bogatstvom, ki so ga že večkrat omenila, bogatstvom izborov in mladih igralcev, njihova prihodnost je svetla, vendar morajo to povezati v neko kohezivno ekipo in izbrati jedro moštva, ki se bo potegovalo, ki bo tekmovalo za naskok na sam vrh. In tega jedra pa vendarle še nimajo, oziroma ne moremo vedeti, kdo bo to jedro v prihodnosti sestavljal, ali bodo Thomasu ponudili to astronomsko visoko ponudbo. V tem primeru bo to potem to jedro, s katerim bodo morali naskakovati sam vrh. Seveda, ne vemo še, kako se bodo razvili njihovi mladi igralci, Jaylen Brown, Tatum, ki je letos prišel, 2 krili, Crowder ali Hayward bosta sedaj morda, če bosta Crowder in Hayward igrala na položaju 3, potem bodo morali enega od teh 2 mladih igralcev zamenjati. Za enega od teh 2 bi recimo že lahko dobili solidnega igralca nazaj, ki bi ukrepil moštvo na kakšnem drugem položaju, kjer recimo imajo luknjo. Recimo na 4. Ja, recimo. Zato Boston zelo zanimiva zgodba, vendar tako kot smo že pri Rocketsih in tudi pri Oklahomi dejala, ogromno neznank, ogromno stvari, ki jih ne vemo. Naslednjo sezono bodo verjetno druga najboljša ekipa na vzhodu, vendar že na samem uvodu sem povedal to, da na vzhodu ostaja eden izmed najboljše 15 igralcev, LeBron James, 14 ostalih najboljših igralcev na zahodu, ki se je res izjemno okrepil. Zaradi tega to, da boš nastopil v vzhodu, v finalu vzhodne konference, samo po sebi niti ne pomeni dosti. Boston bi še vedno na zahodu imel velike, mislim, ne bi imel zagotovljeno prednost domačega parketa oziroma eno izmed prvih 4 pozicij v zahodni konferenci. Zagotovo ne. Zato, ja,
bomo videli, kako bo Boston, kakšne poteze bo povlekel še v prihodnosti, kakšne menjave bo izpeljal še letos poleti, kakšno menjavo mora zopet povleči in seveda tisto največje vprašanje, ki se ga že omenila, kaj se bo zgodilo s Thomasom, ali ga bodo obdržali, ali mu bodo ponudili tisto maksimalno pogodbo, ki bo seveda dobro obremenila proračun in na drugi strani morda za zaključek te debate, ko že govoriva o vseh teh astronomskih pogodbah, visokih finančnih pogodbah, je pa ogromno je bilo govora, ko je Goran podpisal tisto svojo pogodbo, da je morda previsoka, da si ne zasluži toliko. Sedaj seveda smo bili priča precej slabšim igralcem, ki so dobili dvakrat više pogodbe in bo Goran po tej sezoni ali po naslednji sezoni verjetno šele tam nekje med organizatorji, recimo na 15., 16., 17. mestu po višini pogodbe, je pa seveda precej boljši igralec kot to. Zato je ta njegova pogodba, ki so jo mnogi takrat kritizirali, sedaj ena izmed redkih boljših pogodb, ki je ravno pogodba Thomasa še, ki je podpisal takrat s Phoenixom pogodbo za 7-8 milijonov na sezono in še pada, tako da mislim, da bo v tej zadnji sezoni te obstoječe pogodbe zaslužil približno $6 milijonov, kar je zagotovo morda celo glede na njegovo učinkovitost najboljša pogodba v ligi. Predtem je bila mogoče pogodba Stepa Curryja, vendar sedaj bo zaslužil 40 milijonov, zaradi tega ne moremo več trditi, da gre za najboljšo pogodbo v ligi, vendar za Thomasa lahko to še vedno trdimo. Ko bo pa on podpisal novo pogodbo, bo pa, če bo Goran ponovil sezono, ki jo je imel letos, tudi v naslednji sezoni, potem njegova pogodba zagotovo se znašla na seznamu najboljših pogodb v ligi. In to tudi kaže, kako je vse relativno. Takrat je on recimo dal še nekaj popusta, zdaj pa bi verjetno razmislil, če bi ta popust res dal, glede na to, da bo zaslužil tam 17-18 milijonov na trgu, kjer Jrue Holiday, ki niti v eni kategoriji ni boljši od Dragića in je v mnogih kategorijah precej slabši, zaslužil bo pa pravzaprav skoraj da dvakrat več na sezono. Tako, bi še kaj dodal, Blaž? Niti ne. Kratek intermezzo in se vrneva z zaključkom. Ja, Blaž, obdelala so tiste pomembnejše teme, tiste večje teme, vendar nama še vedno ostaja par zelo zanimivih tem, ki pa jih bova pustila za prihodnji podcast, da ne bova tokrat predolga. Ura je potekla, najina ura, za katero sva dejala, da bi naj bil nekje maksimalen čas, ki ga nameniva posamičnemu podcastu, in tudi glede na reakcije poslušalcev se zdi, da nekje se strinja večina, da je to tisti maksimum, ki so ga še vedno pripravljeni poslušati. Zato ja, tokrat končajva, vendar v naslednjem podcastu seveda bova precej več časa posvetila Clevelandu in LeBronu, potencialnemu odhodu LeBrona k Lakersom, kjer bi lahko morda moči združil z Westbrookom in Paulom Georgeom. Sanje Magica se uresničujejo morda počasi. O tem se precej govori, vsekakor si Cleveland zasluži tistih svojih 15-20 minut, ker je bil ta prestopni rok za njih, ja, nekateri smo se lahko samo po glavi popraskali, kaj nameravajo storiti oziroma kaj ne nameravajo storiti, kakšen je njihov cilj, kakšen je cilj lastnika. Zaradi tega več o tem v enem od prihodnjih podcastov in seveda tudi nekaj drugih moštev je povleklo zelo zanimive poteze. Nekaj malega sva že povedala o Filadelfiji, Denverju, Sacramentu. To so moštva, ki si zaslužijo, moštva, ki so v vzponu, ki bodo morda v prihodnjih letih zopet počasi začela krojiti vrh posamičnih konferenc, vendar in so se v ta namen tudi znatno okrepila. Vendar o tem več v enem od prihodnjih podcastov, morda v naslednjem podcastu. Bi še kaj dodal, Blaž? Ne, samo to, da spremljite nas na Facebooku, na NBA Slovenija in pa na spletni strani sportinfo.si, ki bo počasi šla v prenovo, in pa seveda na Twitterju sportinfo.si.
vedno vabljeni, da pogledate, kaj gor objavimo, lahko nas prek tistega vsega kontaktirate, tako da. Na Facebooku NBA Slovenija se včasih razvije lepa debata, zato seveda vabljeni, da postanete tudi del te debate, košarkarske debate. Do naslednjič pa vsem lahko samo še zaželim lep pozdrav, uživajte v igranju košarke in ostalih športov. Ja, se strinjam s tabo. Adijo. Živijo. Hold up.